Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Trenutno ni za COVID-19 nobenih znanih specifičnih zdravil, ki bi delovale, da bi mi vedeli, da so zelo učinkovita. Tako da predvsem podporno zdravljenje je tukaj na prvem mestu, se pravi, da damo bolniku kisik, da jih ne preveč nalivamo s tekočinami, in da znižujemo telesno temperaturo. Potem je pa seveda možnost, da se določenim bolnikom v zelo izbranih indikacijah po individualni presoji več zdravnikov, ki so večinoma infektologi, lahko uvede poskus zdravljenja z zdravili, ki so pa že znana, se pravi, so že v uporabi za druge indikacije. Recimo najbolj se omenja klorokin in hidroksiklorokin, ki se uporabljata, v bistvu sta stari zdravili. Klorokin se je uporabljal za zdravljenje malarije, sedaj se pa pravzaprav obe zdravili uporabljata za avtoimune bolezni. In pa seveda zdravilo, ki se je včasih uporabljalo za zdravljenje HIV. To je lopinavir, ritonavir, zaviralec HIV proteaze. V kombinaciji se to trenutno predpisuje, ne vemo pa, če je učinkovito. To je v bistvu poskus zdravljenja. Tukaj nas zelo omejujejo kontraindikacije, če imajo določena zdravila, določene bolezenska stanja, pri katerih teh zdravil ne morejo prejemati, tako da za vsakega pacienta posebej se pa pravzaprav individualno odločimo. Ne, ker pravzaprav tudi za ta zdravila imamo podatke iz in vitro, se pravi podatke na celicah, imamo nekaj podatkov iz sorodnih virusov, pravzaprav podatki študij na živalih. Zelo v omejenem obsegu za hidroksiklorokin in klorokin so podatki iz študij na ljudeh. Tudi z boleznijo COVID-19 za pravzaprav lopinavir, ritonavir pa se je izkazalo v nedavno objavljeni študiji, da pravzaprav pri tistih, ki so zelo dolgo časa že bolni, nič ne pomaga. Ne vemo pa kaj pa pri tistih, ki so pravzaprav bolni recimo 1-2 dni, tako da pri takih še vedno dajemo. Zaenkrat smo zelo primerljivi tako za Nizozemsko, Belgijo, Francijo, Italijo in Anglijo, smo tudi za strokovnjaki v stalni navezi, tudi preko določenih povezav, ki jih imamo, tudi čisto popolnoma neformalnih, tudi preko konferenc. Tako da, kar se tega tiče, smo pravzaprav na enakem nivoju kot v Evropi. Dogovarjamo se pa seveda še, da bi mogoče kakšno azijsko zdravilo mogoče uvozili k nam, ki pa pri nas ni registrirano. Zelo veliko je kandidatov, zelo malo je znanega, kaj od teh kandidatnih zdravil je pravzaprav učinkovito, tako da bo pravzaprav čas šele pokazal. Se pravi, remdesivir se pri nas že uporablja, prvi bolnik je to že dobil, tudi naslednji bolniki, če bo indikacija, v bistvu bojo lahko to prejeli v intenzivni enoti. Hidroksiklorokin, sedaj uporabljamo pač klorokin, ker je ta na voljo, ko bo na voljo hidroksiklorokin, ker je en analog drugega, sicer manj strupen, je hidroksiklorokin kot je klorokin. Tako da to mi pravzaprav že uporabljamo. Tudi neko tako poskusno zdravilo, ki še ni registrirano, je remdesivir, ki se ga pri nas daje izključno v intenzivnih enotah in sicer na ime bolnika, ker je zdravilo šele v 3. fazi. Pri nas se v to klinično študijo še nismo vključili, tudi v klinične študije z remdesivirjem se ne moremo vključiti, ker potekajo študije na Kitajskem in pa v ZDA in pa pričakujemo rezultate teh študij. Tako da tudi za to zdravilo pravzaprav zaenkrat ne vemo, kako deluje. Bolnik, ki to zdravilo prejema, je boljši. Ampak težko pa reči, ali je boljši zaradi zdravila ali zaradi tega, ker bolezen tako poteka in je pač podporno zdravljenje tako dobro.